Vse več ljudi se odloča za nakup doma pridelane hrane, svojo izkušnjo pove Vladimir Stariha iz Metlike, ki se je sicer na prazniku predstavil prvič, redno pa je prisoten na metliški sobotni tržnici. Glavno zelenjavo, nekaj se ukvarjamo z ovčarejo, pa malo vinogradništva. Samo letino sem zadovoljen zelenjave. Delno s prodajo, ni baš vse po načrtih, kot bi rad. Včasih povpraševanje večje, včasih ponudba večja, pač odvisno od situacije in vremena. Prireditev je organizacijsko pohvalila tudi Marija Štrucelj z Zajčjega Vrha, ki se je s svojimi pridelki prav tako predstavljala prvič. Pri njih zelenjavo pridelujejo že 23 let, želeli pa bi si, da bi javni zavodi malo več od kmetov kupovali, ne? Ker se baje odločajo bolj za trgovce, ne vem zakaj. Kljub temu, da se govori, da se odkupujejo od kmetov, še vedno nekaj segajo pod, se reče, dobavitelj, ki bi imel vse, ne? Da. En kmet pa ne more se ponuditi, ne? Smo veseli, da se danes tukaj ne samo predstavlja, da se tudi trži in prodaja in mislim, da je to ena taka prireditev, ker se srečajo tudi društva, predstavniki društev, ker naredimo kakšno demonstracijo. Vse več je kmetov, ki se odločajo za prodajo svojih viškov, kar dokazuje tudi metliška tržnica, kjer je vsako soboto prisotnih med 15 in 20 kmetij. Pomembno je namreč, in prav to je tudi namen praznika, da potrošnik spozna ponudnika. Veliko je odvisno od potrošnika, da kupuje to hrano pridelano na teh domačih kmetijah. Edino z roko v roki, potrošnik da kupi, kmet pridela, edino tako bomo nekaj naredili na tej lokalni samooskrbi za hrano, pridelki in drugimi kmetijskimi izdelki. Letos se je v Beli krajini sicer precej povečala proizvodnja industrijske konoplje. Po teh podatkih subvencijskih vlog ocenjujemo, da je okrog 40 hektarjev posajene konoplje v Beli krajini. Konoplja je vzklila, raste, zdaj bo že žetva, pa bomo videli, kaj bo. Upam, da bo rezultat tega dela. Možnosti dodatnega zaslužka so, neobdelane zemlje je namreč še veliko, dodaja Slančeva.